Vlada razsipava pri železniških postajah, varčuje pa pri zaposlenih v javnem sektorju, ki v vse večjem številu že stavkajo. Medtem se nadaljuje kulturni boj. Zavod 8. marec se spravlja na tekmovanje v salamah, pedagoška fakulteta na stranišča, vladna koalicija pa na referendum o evtanaziji. Evropa se medtem že obrača vse bolj v desno. Gledate Odmev tedna, dogajanje bova tokrat za vas komentirala Peter Merše in odgovorni urednik tednika Domovina Tino Mamić. Tino, pozdravljen. Pozdravljen. Skratka, prejšnji petek smo praznovali dan žena, oziroma tudi to zdaj nekako ni več politično korektno, kot smo slišali, naj bi se temu zdaj reklo dan žensk, namesto praznovanja ženstvenosti, pa zadnje leta to vse bolj spominja na dan nekega jamranja oziroma jedikovanja, češ kako ženske niso enakopravne. Poglejva si, kako so v sobotnem utripu na televiziji Slovenija pospremili ta dogodek. Mednarodni dan žensk in ne žena je dan enakopravnosti zgodovinsko podcenjenega in ponižanega spola. Vendar predvsem na ta dan vsako leto znova ugotavljamo, kje vse še nismo enakopravne. Kje vse, torej dekleta in žene še niso enakopravne, kaj misliš? Ja, to je zdaj vprašanje za odgovor, ki bi trajal 1 uro. Ampak vendarle ta utrip je bil narejen v maniri novinarjev iz leta 1981. Po Titovi smrti je bilo tako pogromaško, tako navijaško novinarstvo na Radioteleviziji Slovenija oziroma takrat RTV Ljubljana. In danes, po 34 letih demokracije, dejansko smo prišli nazaj, smo se obrnili in šli v tisto obdobje. Zdaj, če smo že v tistem obdobju komunizma, ki se ga sam precej dobro spominjam, se spominjam učiteljice slovenščine, ki je vedno govorila, da dan žena oziroma dan žensk, to je tako isto, ampak da ženska ni enakopravna, če mora ostati zjutraj ob 5, da pelje otroke v vrtec in da gre pol v službo. Torej, da postane enakopravna moškemu s tem, da dela določene stvari kot moški. In je imela prav, ker ženska, ki jo oblečeš v vojaško uniformo, je zaradi tega pač dosegla nekaj, kar doseže tudi moški, ampak kaj je s tem dosegla za ženske? Nič. To je pač izenačila se je. Ampak jaz mislim, da smisel enakopravnosti kogarkoli ni v tem, da postaneš enak v uniformi ali pa da začneš enako težko delati. Ker zdaj ta ideja, da moramo biti vsi enakopravni, ne zdrži. Zato, ker mi ne moramo biti enaki v vseh stvarih. Ne moramo biti enakopravni v vseh stvarih. Enakopravni, ja, v smislu, da smo pred zakonom enaki, ne pa enaki po... No, ampak to je itak, tudi v ustavi to piše, ampak recimo moj sin je otrok s posebnimi potrebami, on nikoli ne bo mogel biti enakopraven, zato, ker slabše sliši. In noben aparat mu ne bo tako pomagal, kot nam, ki slišimo brez aparata. In zdaj boriti se za njegovo enakopravnost, kaj bomo dali zdaj dan enakopravnosti vseh, ki imajo slušne aparate. To so stvari, ki so popolnoma zgrešene. Isto je tudi ko žensko dajemo v vsak poklic. Je to zdaj, če si ena želi biti tovornjakarica, prav. Ampak zdaj, da bi pa kvote delali, je pa neumnost. Posebej zato, ker imamo rezultate, ki so zelo jasni in so slabi. Ta feminizacija se je naselila v sodstvo in v šolstvo, kjer imamo same ženske. In to ni dobro. Ne zato, ker nimamo moških kvot, o katerih se nihče ne pogovarja, ampak zato, ker za vzgojo ni dobro, da vzgaja samo en spol. To vsi strokovnjaki rečejo.
Torej, kar bi ni morali biti pametno. bolj enakopravni na teh področjih, ne, kot so šolstvo in sodstvo. Zdaj, 2 dni kasneje, dneva žena, ne, sledi dan mučenikov, kot tradicionalno praznujemo. Moški, ne, v Sevnici so to obeležili nekako še na en tak poseben način z tradicionalno salamijado, ne, dogodkom, kjer se različni domači izdelovalci salam pomerijo o tem, kdo naredi najboljšo. Ne, in to je potem zmotilo inštitut 8. marec, češ, da ker naj bi dogodek bil prvenstveno namenjen moškim, je to seveda potem nesprejemljivo, ne, čeprav so sami zapisali, da mnogi ne jedo mesa, se ne ukvarjajo s salamami in na dogodku niso bili. Ne. Na drugo mesto pa je zasedla celo ženska, ne, torej izdelovalka salam. Kako razumeš tak način napada na nek tak dogodek, recimo v nekem lokalnem okolju? Že govorimo o 8. marcu. Za 8. marec dobivajo ženske v Sloveniji rože. Ne? Torej, samo ženske dobijo rože, moški jih ne dobivamo. Torej smo neenakopravni. Ne? Ali kaj? Mislim, to je ta logika. Ne? Ti ne moreš narediti nogometne ekipe in dati ženske noter, ker pač imajo karakteristike, da niso za moški nogomet. Morajo imeti svoj nogomet. Ne? Zato je to idiotizem. Ne? In to, da bi morali biti moški klubi in tudi neke moške komponente, moške družbe, v katero se žensk ne sme spustiti, to je normalno, ker je to vedno bilo. Ne? Ko naredimo prijatelji žur in je to pač moška družba, mi ne prepovemo ženskam, da pridejo zraven, ampak jih ni. Ampak to ni so zaradi tega ženske neenakopravne. No, imajo tudi ženske svoje žure. Ne? Ja. Zdaj, in ločena so pa običajno tudi stranišča, ne? Z razlogom, ne? Moška stranišča, ženska stranišča, zaradi različnih potreb, ki jih imamo, ne? Moški in ženske, ko upravljamo, pač kar upravljamo na straniščih. Ne? Ampak tudi tukaj se nekako te meje začenjajo brisati, ne? V nekem imenu spoštovanja nekih transspolnežev oziroma oseb, ki se ne smatrajo ne za moške, ne za ženske. Ne, zadnja v vrsti tega je pedagoška fakulteta, ne, ki je nedavno zamenjala oziroma odstranila moške in ženske napise na straniščih in naredila inkluzivne za vse. Ne. To je bedarija. Bedarija je zato, ker v vaši hiši doma imate unisex stranišča. Ne? Odvedno. Pri nas doma imamo tudi unisex stranišča. Ne? V isto stranišče hodijo ženske in moški. Zdaj, zakaj imajo ženske svoja in moški svoja stranišča? Zato, ker včasih so imeli skupna in ženska se je čutila ogrožena, tudi ženska ni hotela, če hočete, vohati teh moških vonjav v straniščih in zato je to bila ženska pravica. V skladu z zahtevami žensk, ki so se borile za enakopravnost, so se uveljavila ženska stranišča. Ne? Torej, da so ženske imele pravico, da naredijo, da imajo intimo in da imajo svobodo pri teh intimnih zadevah. Da jim ne en moški, ne vem, da jih gleda, da jih voha. Tudi z vidika nekega, recimo, zaščite pred spolnimi zlorabami. Ne? Ja, in to je ženska pravica, ki jo hočejo zdaj uničiti. Ne? Zato je to protifeministično in protižensko dejanje, kar delajo na pedagoški fakulteti, pa tudi drugod. Zdaj, ni to edini del, recimo, tega družbenega boja, ne, ki se dogaja zadnje dni. Ne. Parlament je obravnaval zakon o evtanaziji in ga že v prvem branju potem zavrnil, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ker želi vlada slišati tudi mnenje državljanov. Ne. Zdaj se bomo bojda predvidoma podali na referendum, ali si želimo, da zdravniki izvajajo medicinsko usmrtitev. Ne. Vprašanje bo sicer verjetno nekoliko drugačno. Ne. Levica je sicer bila za zakon, SD in Svoboda sta se zavzeli za posvetovalni referendum. Kako razumeš pa to potezo, recimo, vladajočih? Ne? Zdaj, verjetno so računali na to, da referendum v vsakem primeru bo, ker če bi zakon sprejeli, bi ga zelo verjetno državljani vložili za 40,000 podpisi. Ne? Ja, tu gre za politično kalkulacijo Svobode, ki jo moramo gledati v okviru te, če ponovim, kar sem v tedniku Domovina včeraj napisal, oziroma je bilo včeraj objavljeno, državljanske vojne, ki vlada
v koaliciji, torej med posameznimi 3 strankami, in hkrati državljanske vojne, ki vlada znotraj Svobode, znotraj Levice in znotraj socialdemokratov. Ne? In v tej državljanski vojni, kjer žrtve padajo vse povsod in se ne gleda več na korist, ampak samo na to, kako se koga uniči, je Svoboda se odločila, da hoče uničiti SD in jo spraviti na politično margino. In zato je vse od litijske afere naprej je SD v primežu Svobode. In ker je SD tradicionalna stranka, ki je tudi na evropskih volitvah vedno močna in ima veliko možnosti, jih hočejo pred evropskimi volitvami v bistvu uničiti. Hkrati pa zavedajoč se, da so evropske volitve imajo vedno nizko volilno udeležbo, zato hočejo to povečati. Ampak se referendum bo menda šele kasneje. Ne bi bil še. Ja, v začetku so načrtovali referendum hkrati z evropskimi volitvami, ravno zato, da se poviša, ne? Ker je volilna udeležba je zelo nizka in to vedno tepe skrajno levico, ne? Oziroma trdo levico, in jaz mislim, da zaradi tega to hočejo. Ne? Po drugi strani pa spet zaradi te kako da rečem, mobilizacije ljudskih množic, če uporabljam spet ta revolucionarni izraz oziroma komunistični izraz, zaradi tega hočejo tudi. To so ideološke teme, ki jih oni na katerih živijo, od katerih živijo, in hočejo na ta način ljudi speljati na drugo stran, torej da ne bodo razmišljali o tem, da nimajo zdravniške oskrbe, da zdravniki stavkajo, da se bomo potem pogovarjali ali o državljanski vojni, ali o povojnih pobojih, ali o evtanaziji. No, ravno to, ne, se mi zdi, da prav te teme, s katerimi sva začela, ne, in so pomembne, se hkrati zdi, da jih pravzaprav koalicija in njeni zavezniki mečajo javnost ravno zato, da bi nekako spregledali, recimo, da že v 3. mesec stopa stavka zdravnikov, ki je pravzaprav vlada ne premakne, ne? Čeprav so zdravniki denimo pripravljeni na mediacijo, vlada še ni dal, oziroma Robert Golob še ni dal vladni skupini mandata, da začne mediacijo, ne, medtem se začenjajo tudi druge stavke, ne, zdaj vsako sredo upravne enote, še naprej stavkajo centri za obveščanje in ne nazadnje tudi tožilci napovedujejo, ne, nadaljevanje svojih stavk. Ne. Kako razumeš pa ta vladni odziv? Zakaj vlada recimo zavlačuje s temi pogajanji z zdravniki? No, zavlačuje zato, ker ne zna, ker ne vedo, kaj narediti, in potem sam odlagajo, ne, skušajo pač. No, to ni bila prioriteta mandata, ne? Ja, v začetku leta. To je tako, ampak njih to ne briga, ne. Zdravnike so skušali pač prepetnajstiti, ne, ni jim uspelo in zdaj so začeli stavkati, ne. Ampak tu ne gre za klasično stavko nekega sloja, ki bi hotel več pravic, ki bi hotel večje plače. Tu gre za pogodbo, ki je bila podpisana. Vlada je podpisala pogodbo, ki jo zdaj krši. Torej, oni v bistvu sploh ne stavkajo, oni samo zahtevajo, da vlada izpolni svojo pogodbo. Ne, meni se zdi nenavadno tudi, da se to stavko rešuje, to bi morali na sodišče, ne, in bi jih morali v bistvu prisiliti vlado, da to naredi, ne, ker če vlada lahko podpiše pogodbo in jo žigosa in se podpiše premier ali pa pristojni minister in da se potem tega ne drži, pa kaj smo prišli? Potem nas bojo pa silili v to, da izvršujemo pogodbe, ki jih niti podpisali nismo. Ne, recimo RTV prispevek, tega nismo podpisali, pa se moramo tega držati, zaradi tega, ker je pač to zakonito. Ne. Zdaj, spet se navežem na to domovino, o kateri zdaj o tem govorimo, prav o teh lažeh. Ne. Ker ti, če premier laže, kako bo potem lahko pričakoval od navadnih državljanov, da se ne bodo lagali? Ne, premierja vsak drugi dan najdemo na kakšni laži in potem bom rekel jaz mojemu otroku, da ne sme lagati, bom rekel, ja, se tudi predsednik vlade laže, ne? Ampak to je zdaj zelo minorno, ne? Lahko rečemo, če vlada krši pogodbo, potem lahko tudi mi kršimo pogodbo, ki smo jo podpisali z vlado.
Koliko stavk lahko vlada preživi, recimo koliko časa lahko neke in koliko družbenih skupin recimo stavka, pa bo vlada še vedno recimo preživela, oziroma kdaj pridemo do tiste točke, ko recimo bi pa stavke do te mere recimo ohromile državo, da bi vlada dejansko morala nekaj narediti. Ja, to je dobro vprašanje, zato ker pravega odgovora na to vprašanje ni. Je pa dejstvo, da posebej zdravniki, ne, to je zelo občutljiva zadeva in tukaj bojo morali hitro rešiti stvari. Ker če ne bo pač stvar kolapsirala, bo praktično večina ljudi, ki ne bo mogla priti do zdravnika in se lahko zgodijo pol nove demonstracije. Ne smemo pozabiti tudi, da bo prihajal naslednji teden, bo najprej demonstracija 19. Torej v torek. Najprej kmečki shod. Kmečki, potem je shod na Kongresnem trgu, ki ga organizira SDS. Isti dan se tudi Nova Slovenija se je angažirala, sicer na malo drugačen način, ampak tukaj gre za en tak širše protivladni shod, ne? Da gre samo za eno stranko, tako da tukaj je zdaj vprašanje, iz česa se lahko, torej v kaj se lahko vse skupaj razvije. Ja, zdaj, Nova Slovenija se je angažirala, bom rekel, na tej bolj intelektualni ravni, ne, z okroglo mizo, ki bo, mislim, da 2 uri pred samim shodom, ne, potem ob 3 popoldne in potem ob 5 shod na Trgu Republik. Je to, pričakuješ, da bo to nekako enkratno, ali je to nek začetek morda tudi iz opozicije, trenutne opozicije, nekega recimo večjega protestniškega gibanja, ne, zdaj Aleš Primc je recimo že začel s temi protesti za čisto pitno vodo že pred časom. Ne, lahko pričakujemo neko, bom rekel, antipod petkovim kolesarjem, ki smo jih recimo spremljali v času Janševe vlade. Ja, v nekem smislu smo antipod tem petkovim protestom že dobili. Ne? Rupar je organiziral, mislim, da 10 protestov, kjer je bilo na vsakem več ljudi kot na vseh petkovih protestih skupaj. Tako da jaz mislim, da se to že dogaja, ne? Teh protestov je že veliko, čeprav mediji od njih ne poročajo, ne? Spet z izjemo par medijev, tudi našega portala recimo in tednika, ampak lahko se to intenzivira, ne? Lahko bo tega še toliko več, ne? Ker ljudje so nezadovoljni in ljudje se bodo začeli bolj oglašati, bolj protestirati. Zdaj, kmečki protest poudarja posebej, da je apolitičen, ne, to vedno kmečke organizacije poudarja, pa vendarle je politika tista, ki pravzaprav jih stiska za vrat. Se ti zdi, da je ta drža recimo kmetov smiselna, ali bi se morali recimo tudi bolj politično organizirati, kot denimo na Nizozemskem, kjer imajo celo neke vrste svojo stranko? Mislim, kmetje imajo svojo stranko, ne, so jo vedno imeli v Sloveniji, ne, to je bila SLS, ne. Amen, pika. Oni so jo ustanovili, oni so jo imeli. Zdaj, koliko je ta SLS še na strani vseh kmetov, je stvar debate, ampak je. V SLS-u je ogromno kmetov, najbolj se zavzema za kmete, tako da imajo, ne, kmetje imajo svojo stranko. Če pogledamo malce širše, bi se znalo iz tega kaj več narediti, zato ker gre za vse evropski proces in v pričakovanju evropskih volitev bodo kmetje pridobili na moči. Zdaj, v Sloveniji je velika težava, da so se kmečkih organizacij deloma, ponekod pa v celoti polastili levičarji, oziroma ti krogi, ki so blizu levici, torej levim političnim strankam ali pa levi politični orientaciji, in se zato bojijo karkoli reči, kar bi lahko eventuelno kritiziralo levico in posledično favoriziralo oziroma podpiralo desno sredino. In zato se tega izjemno bojijo, tako kot se bojijo zdravniki, tako kot se vsi v tej državi bojijo karkoli reči, tudi posebej gospodarstveniki. Gospodarstveniki jamrajo, ampak da bi pa rekli, prejšnja vlada je za gospodarstvo naredila več, ker je naredila več, ker je bila boljša. Mislim, jaz delam v gospodarstvu, vem, da so bili davki prej nižji kot zdaj. In če rečem, da je Janševa vlada imela nižje davke,
Ja, se nisem nič zlagal, se nisem zdaj, ali sem zajanšal ali ne, čisto vseeno, ne, to je dejstvo. Ne, in da si tega ne upajo reči, to je nekaj narobe. Tako da to, da so kmetje se pogovarjali celo o tem, da bi najprej protestirali pred Kmetijsko-gospodarsko zbornico, ni nič čudnega, ne, zato ker so te kmečke organizacije in kmečke predstavniki niso pravi predstavnik oziroma ne predstavlja vseh krogov kmečkega življa. Zdaj, morda še ena stvar, ki je tudi tukaj povezana, ne? Ni nekih protestov slišati, čeprav recimo vidimo pravzaprav na tedenski ravni, ne, se dogajajo neki veliki biznisi, recimo na področju železnic, ne, tudi v domovini smo razkrili nekaj teh podražitev, ne, kot po tekočem traku praktično vsaka železniška postaja, ki se prenavlja, ne, se podraži za nekaj oziroma za nekaj 10 milijonov, ne, nedavno potem še kot zadnja recimo ta v Novi Gorici za 12 milijonov, ne, vsega skupaj ne bi v to vrgli nekje 400 milijonov, ne, pa vendar se zdi, kot da gre to mimo, ne, da bi, ko bi rekel, večji vik in krik nastal okoli tega. Ne. Ja, s tem se mi intenzivno ukvarjamo že dolgo časa in objavljamo, tudi zdaj bo naslednja domovina bo prav posvečena, bo tema tedna tega. Gre pa za to, da ti enormni zneski, previsoki zneski, ko vsi vemo, da je to preplačano, v bistvu so zdaj dokazani, da gre za korupcijo, da ne gre samo za zlate kljuke, da ne bo zlatih kljuk na železniški postaji, da ne bodo zlati tiri, ampak da bo konkreten denar šel v žepe. Ne, to pa vidimo pri naš novinar Nenad Gliks je našel podatke, da so torej železnice, ko so delale razpis za železniško postajo v Novi Gorici, so strokovnjaki ocenili stroške, koliko bi to stalo, in je to prišlo na 39 milijonov. Potem so dobili na razpisu samo eno ponudbo. Zakaj samo eno ponudbo? To tudi veliko pove v naši državi. Samo eno ponudbo, kjer je bilo 53 milijonov. Ne, torej, oni so hoteli narediti stvar za 39, da bi plačali 53 milijonov. In potem so, to je vladna stran, oziroma železnice, slovenske železnice so to zavrnile in namesto, da bi šle v nov razpis in pač mogoče mednarodni, da bi pač našli nekoga, ki bi bil pripravljen narediti za tako ceno, kot je to vredno, so šli v pogajanje s tem edinim ponudnikom. Ne? Ta edini ponudnik, vemo, kdo je bil, ne, Kolektor. In so potem znižali ceno. In pomislite, na koliko so znižali. Ne? Z 53 na 51. Ne? Oziroma na 50,7. Tako da še vedno je tu 12 milijonov in 100 tisoč evrov denarja, ki je preplačan. Ne? In to bo šlo v en žep. Oziroma v določene žepe, da bo kot pri Litijski. Ampak zdaj tudi vemo, koliko je tega denarja in kako bo šlo. Poleg tega, da je tudi z 39 milijonov, kot so ocenili, če bi, jaz bi si upal staviti, da dobim izvajalca, ki bi naredil to vsaj za milijon ali pa 2 cenej. Ker je že tisto je bilo preplačeno. Ampak vlada med tem, recimo, pa je njena glavna skrb komunikacija. Ne? Zdaj dobili smo 4. podpredsednika vlade, to bo minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon, ne? Katerega ključna naloga bo komunikacija. Ne? Hkrati smo videli, da je v kabinet premierja na predlog Tine Gaber prišla še ena vplivnica, ne? Samantha Zimmermann, ki naj bi svetovala na področju teh digitalnih medijev. Ne? Ministrstvo za zdravje pa bo za 50 tisoč evrov tudi najelo pomoč, strokovno pomoč na področju komunikacije, ki bo pomagalo tudi recimo ministrici Valentini Prevolnik Rupel. Res, da je treba priznati, da ona je komunikacijsko res zelo šibka, ne? Če pogledamo kakšen njen nastop na televiziji, pa vendarle, kaj sporoča ta komunikacijska pomoč vladi? No, najprej, da ne uporablja svojih virov. Ne? Vsaka vlada, vsako ministrstvo ima cel kup ljudi zaposlenih, ki so strokovnjaki, ki so izobraženi na tem področju in svetujejo vladi. Tako da, če bi njih poslušali, gotovo ne bi
bilo takih eskapad, kot so. Ne? Tako da, zdaj, če ti dobiš neko zasvetovanje v komunikaciji, neko starleto, ne, torej... Borut Pahor se je že na Urški Čepinu pekel, ne, kar se tega tiče. Ampak imamo pač starleto Tino Gaber in zdaj še neka njena prijateljica, ne, ki prodaja šminke ali ne vem kaj dela, pač se s tem ukvarja. In zdaj ti prodajalci lepote in pripomočkov za nego telesa raznih vrst bojo svetovale predsedniku vlade pri komuniciranju z javnostjo. Zdaj mi vi povejte, kaj bodo oni pomagali pri tem. Jaz si ne predstavljam. To je škandalozno. Tudi, zanimivo je pa to, da Gibanje Svoboda se je pred volitvami, pred zadnjimi volitvami zelo dobro pripravilo, da je potem zmagalo na volitvah. In komunikacijska strategija je bila zelo dovršena. Recimo, kako so oni izbrali ime? Gibanje Svoboda je bilo Svoboda pač asociacija na tisto rdečo svobodo, hkrati pa svoboda gibanja. To je bilo v času epidemije COVID-a najbolj na udaru in zato so oni pač, ker se je to najbolj prodajalo, oziroma to so ljudje najbolj kupili, so dali tako ime. Če bi se bolj kupilo ime, ne vem, Peteršilj za juho, bi se imenovali Peteršilj za juho. Ne? Ampak tako so pač... Kje so ti strokovnjaki, ki so takrat to komunikacijo speljali pred volitvami? Sej, ravno to, kaj so ti strokovnjaki zdaj delili 2 leti in gotovo med temi strokovnjaki ni bilo ne Tine Gaber, ne te... Samante Cimerman. Zdaj, ena dobra novica pa je vendarle prišla tudi, recimo, lahko rečemo, iz vladnih krogov, sicer je povzročilo sodišče, ki je odločilo, da mora Arso znova odločiti glede presoje vplivov na okolje na spornem kanalu C0. Arso je izgubil tožbo, s katero je potem razveljavljen sklep iz leta 2015, da presoje vplivov na okolje pri tem projektu ni potrebno storiti. Zdaj, kaj nas čaka? Je to zdaj tista točka, ko lahko rečemo, da je ljubljanska voda že na tem, da bo lahko rešena, ali še vedno lahko zgodi tudi obrat, da recimo bi dejansko kanal C0 končali in po njem spustili tudi kanalizacijo? V vsaki normalni državi, oziroma v vsaki zahodni demokratični državi, je bilo takih trenutkov že več, ko bi se ob takem dogodku vse ustavilo in bi vedeli, da je projekt mrtev. Takih dogodkov je bilo v preteklosti že več, ampak ker Slovenija ni normalna zahodnoevropska demokratična država, se to ni zgodilo. In pri nas to ni jamstvo, da ta projekt ne bo šel naprej, zato ker imamo tak pravosodni sistem, kot ga imamo, in ker je v ozadju C0 ljubljanski župan, ki je bil obtožen spolne zlorabe oziroma posilstva, siljenja v spolni odnos, če hočete, farmacevtke, da je dobila službo pri njemu in je potem zaradi napačnih dokazov je to padlo. In to je samo eden od tolikih primerov. Tako da, če sodstvo tega ne more poštivati, tudi ker ima pač določene ljudi, ki so nedotakljivi, kar je Janković tudi sam povedal, celo po televiziji. Zato nisem prepričan, da se bo zdaj resnično ustavilo, čeprav bi se moralo. Še nekoliko na tuje pogleva. Zdaj, prva stvar, papež Frančišek je v intervjuju, ki ga je dal za švicarsko televizijo, nekako omenil, da bi morala Ukrajina dvigniti belo zastavo in se začeti pogajati. Zdaj, potem je Vatikan to sicer zelo jasno opredelil, da to ni predaja, čeprav bela zastava vendarle ima svoj pomen, ampak da gre za prekinitev sovražnosti in začetek pogajanj in da gre za papežev poziv, da ne gre da bi šlo za predajo, pa vendarle je na mestu, da se na tej točki, ko pravzaprav gre za rusko agresijo Ukrajino, poziva k temu, da dvigne belo zastavo, če lahko tako rečem. Papež Frančišek je zelo neposreden v govoru, zato vseh njegovih izjav ne moremo
jemati, kot da bi bile izjave izrečene ex katedra, ko je papež nezmotljiv. Ne? Tako da zaradi te količine izjav se včasih samo kaj zareče, včasih kaj reče, kar v bistvu ni usklajeno. In mislim, da se je točno to zgodilo. Ne? Ker je bil pač intervju, je bil spontan in se ne bo zareklo. Zdaj, bela zastava, če pogledamo čisto zgodovinsko, pa ne pomeni samo predaje. Ne? Ti lahko v obleganem mestu dvigneš belo zastavo in si položil orožje. Ampak če pa pride recimo na bojnem polju, da gre delegacija ene vojske k drugi, gre z belo zastavo, ker se gre pogajati. Ne, tako da, zdaj, kaj je točno mislil s to belo zastavo, ne vemo, oziroma jaz ne vem, ampak ne smemo tako dobesedno jemati, zaradi tega, ker vsi se spominjamo iz kakšnega filma, kako je šla delegacija z belo zastavo se pogajati. Ne. Zdaj, pogajanja bi pa bila gotovo koristna. No, več o dogajanju v cerkvi tudi na tem področju si lahko ogledate v oddaji Vroča tema, ki je že objavljena na našem YouTube kanalu. Gost Alena Salihoviča je bil v tokratnem primeru Gabriel Kavčič, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference. Čisto na kratko še malo o premikih na desno po Evropi, ki so se zgodili. Ne? Ko smo že, recimo, če bojo v Sloveniji protesti pod besedo dovolj, je tudi portugalska stranka Dovolj, oziroma Čega, tista, ki je recimo zmagovalka zadnjih volitev na Portugalskem, kjer se je tudi ta država zamaknila konkretno v desno. Ne, tukaj govorimo o in socialisti, ki so do zdaj vladali, so konkretno izgubili, ne, zmagala je desno-sredinska socialdemokratska stranka, kar je sicer tudi svojevrstna ironija. No. Kot na tretjem mestu z 18% pa je stranka Dovolj, ki jo označujejo za skrajno populistično, čeprav, ko pogledamo bolje, zakaj se ta stranka zavzema, za nižje davke, vitko državo, prosto trgovino, nasprotovanje monopolom, antisemitizmu, gender ideologiji, šeriatskemu pravu, prisilnim porokam, rasizmu, politični korektnosti in ilegalnim migracijam, z ministrstvom za družino pa bi radi povečali rodnost. Ne. To se meni ne sliši zelo radikalno, kako ti razumeš to situacijo, recimo, da se s tako stranko praktično nihče na Portugalskem ne želi pogajati. Ja, tu dejansko ne gre za skrajno desnico, ne? Daleč od tega. Gre pač za neko novo smer, ki je desno od recimo ljudskih strank, ampak desno od ljudskih strank zato, ker so se ljudske stranke prelevile in premaknile v levo. Tako da so določeni v Evropski ljudski stranki, če hočete, bolj levi kot določeni socialdemokrati. In zaradi tega premika se je pač tu na desni sredini, lahko se rečemo, in na desnici, ne skrajni, odprl prostor. In v ta prostor vstopajo, zdaj mi jim rečemo populisti, lahko jim rečemo suverenisti, lahko jim rečemo liberalci. Ta prostor bo pač nekdo zapolnil. Ne? To je reakcija na nesposobnost ljudskih strank in demokrščanskih strank, desno-sredinskih v Evropi, da ne znajo odgovarjati na konkretna vprašanja. Ne? In to je in demografija, in migranti, in LGBT in tako naprej. Zato je to, kar se je zdaj zgodilo na kongresu EPP-ja, da so ponovno dali Ursula von der Leyen za svojo glavno kandidatko, pretendentko za naslednjih 5 let, je znak, da še vedno niso doumeli, da je treba nekaj spremeniti. Zato je to, kar se je zgodilo na Portugalskem, samo logična posledica vsega. Tega bo povsod več. Tudi vprašanje, kaj bo v Sloveniji. V Sloveniji se bo tudi prej pojavila stranka, ki bo prišla v parlament, ki bo desno od recimo SDS-a in SLS-a in Nove Slovenije. No, zanimiv signal so dali tudi irski volivci, ne, ki so na referendumu pravzaprav gladko zavrnili dodatne posege v zakonsko zvezo in družino, ne, in vlogo ženske, čeprav so vse pravzaprav večje stranke na Irskem prepričevale ljudi naj glasujejo za, ne, tukaj je šlo za 2/3 oziroma celo v enem primeru 74% večino
proti. Ne? Kakšen signal pa je to, recimo na Irskem, ne? Ko pravzaprav vse stranke so za eno stvar, ljudstvo pa se obrne drugače. Ja, te skrajne programske smeri levice, ki so prodrle praktično vso Evropo, to, kar sem prej že omenil, LGBT in migranti in tako naprej, to se je zgodilo tudi v tem primeru. Ne? In politična elita ne ve, kako dihajo ljudje, kaj ljudje mislijo. Ljudje so proti, ne? Volivci EPP-ja so proti Ursuli von der Leyen, so proti LGBT-ju, ne? In zato pol pokažejo, tako kot je pri nas se zgodilo, recimo, ko je bil tisti znameniti referendum o zdravljenju zdravih žensk, torej o oploditvi z biomedicinsko pomočjo za davkoplačevalski denar, vse ankete so kazale čisto nekaj drugega, tudi politiki so govorili čisto nekaj drugega, kar se je potem pokazalo na referendumu. In to je pač glas ljudstva, to je glas ljudi, ki se ne strinjajo s politično elito, kot jo imajo. Čisto za konec, zadnje vprašanje, glede na to, da si zgodovinar, ne? Skoraj bi lahko rekli, da se je včeraj zgodil zgodovinski dogodek, ko sta se na istem dogodku srečala Milan Kučan in Janez Janša. Šlo je za predstavitev knjige Dimitrija Rupla, ki je oba skupaj še z Jožetom Bučnikom in Janezom Drnovškom uvrstil med voditelje Slovenije. Pa vendarle, kako razumeš recimo samo dejstvo, da je Kučan pravzaprav po besedah Rupla zastopal interese Demosa, se strinjaš to oceno in kako to, da recimo nekaterih drugih vodilnih voditeljev ni na tem seznamu? Ja, to gotovo, da najprej pride ven tisto, da je vprašanje, kdo bi še moral biti tukaj. Vsekakor Lojze Peterle kot premijer prve osamosvojitvene vlade je zmagovalec volitev bi nujno moral biti, vsaj on, ne? In zdaj verjetno pa še kdo, mogoče Bavčar. Pri Milanu Kučanu je tako, v letih 89, 90, 91, 92 je on opravil zgodovinsko vlogo, ki je bila v marsičem dobra. Lahko se sicer lahko mu očitamo, da je on v bistvu preoblekel komuniste, ki so potem na nov način se prigrabili do oblasti leta 92 in s to prihvatizacijo, torej s privatizacijo, tudi gospodarsko, še v nadaljevanju, torej ohranil oblast levice. Ampak moramo pa priznati tudi določene zasluge, ne? Ker če bi on takrat svoje volivce pozval naj glasujejo proti osamosvojitvi, kar so v parlamentu v resnici delali, ne? Ker so blokirali, ne? Tudi razložitev. Vse to so oni delali, ampak na zunaj so kazali drugo sliko in s tem pripomogli, da je bila plebiscitarna večina za osamosvojitev in da je potem bila tudi plebiscitarna večina v vojni za osamosvojitev. Tako da glede tega klobuk dol Milanu Kučanu, ker je v določenem momentu naredil nekaj dobrih potez. In tega se moramo zavedati. Zdaj, žal se pač on ne odziva. Jaz sem ga tudi prosil pred par tedni za intervju in je zavrnil. Imamo srečo, da smo ga enkrat imeli v tem, ne ravno v tem studiu, ampak pri nas. V našem dialogu. To je bilo eno redkih soočenj, recimo levo-desno, ko je bilo soočenje med njim in Lojzetom Peterletom. Sicer se pa on ne oglaša, kar je škoda. Največja škoda je to za njega, zato ker ga bo zgodovina sodila veliko bolj ostro, kot bi ga, če bi on spregovoril in se obnašal kot demokrat, kar vsaj deloma gotovo tudi je. Je bil. Oddaja Dialogos je še vedno dostopna. Tino, veliko tem sva odprla danes. Hvala za vse današnje komentarje. Mi, spoštovani gledalci, pa si poglejmo, kaj je še odmevalo v iztekajočem se tednu.
Tako Donald Trump kot Joe Biden sta ta teden zbrala dovolj delegatskih glasov za predsedniško nominacijo na strankarskih konvencijah, ki bodo poleti. Na novembrskih volitvah bodo imeli Američani tako na izbiro ista kandidata kot pred 4 leti, kar se ni zgodilo že 70 let. Oba kandidata sta tudi najstarejša predsedniška kandidata v zgodovini ZDA. Vsaj pri Bidenu pa se pojavlja resno vprašanje, ali je upravljanje funkcije sploh še zmožen. Trump se medtem sooča s sodnimi obravnavami. Hrvaška je uvedla obvezno 3-mesečno služenje vojaškega roka, šlo naj bi za temeljno usposabljanje, bo pa omogočen ugovor vesti. Hrvatje vojaškega roka ne služijo od leta 2007. Začela so se volilna opravila pred evropskimi volitvami, liste kandidatov je mogoče vložiti do 10. maja. Zaenkrat jo je v celoti razkrila samo SDS, pri NSI je znana večina kandidatov, pri SLS nosilec liste, druge stranke pa so glede sestave liste za evropske volitve še precej skrivnostne. Tako, hvala, ker ste bili z nami. Znova se vidimo prihodnji teden s svežim pregledom dogajanja. V vmesnem času pa si le pogledajte, kaj se dogaja tudi na portalu domovina.je in odprite tednik Domovina, kjer boste našli še obilo zanimivih analiz, informacij in novic. Seveda vas lepo vabimo, da se na oba medija naročite in s tem podprete naše neodvisno novinarstvo. No, mi pa se, kot rečeno, znova vidimo prihodnji teden, do takrat pa nasvidenje.